Lepo pozdravljeni, v središče je prišel Jožef Horvat, poslanec Nove Slovenije. Pozdravljen in dobrodošel, ker sva sodelavca, predlagam, da se tikava. Pa začniva tam, kjer je najbolj vroče. V svet se po tistem obisku Zelenskega v Beli hiši ukvarja z vprašanjem, kaj ta razplet tega srečanja pomeni, kaj pomeni, da je Trump Zelenskega obtožil, da se igra s tretjo svetovno vojno. Ljudi skrbi, kaj bo. Je stvari še mogoče rešiti ali smo na pragu nekega nepredvidljivega konflikta svetovnih razsežnosti? Dobro dan tebi in vsem, ki naj jo spremljajo. Hvala za povabilo. Res ta pogovor, ne vem, če lahko zasluži ta naziv pogovor, ta prav prepir na javni sceni v ovalni pisarni, je nekaj posebnega in je dejansko, lahko rečemo, če smo malo dramatični, svet vrgel v stečaju. V diplomaciji je tako, da se nobena juha nikoli ne poje tako vroča, kot se skuha. Jaz upam, da bosta čim prej Zelenski in Trump ponovno sedla za skupno mizo in da bosta našla rešitev, ki bo dobra najprej za svet, v smislu zagotavljanja miru in eliminacije sploh možnosti, da bi prišlo do kakšnih novih konfliktov, in da se bo Ukrajina seveda s pomočjo velesil začela čim prej tudi obnavljati. Praviš, da je ta obisk oziroma ta razplet dogodkov vrgel svet stečaju, ampak je tudi recimo Evropo malo predramil. Zdi se, da je v tem tednu od tega srečanja se zgodilo pravzaprav dogodkov, ki bi za 5 let nazaj. Evropa pa ves ta čas stopiclja na mestu in bolj govori, kot dela. Tudi Slovenija je tu nekje, ampak neizogibno je, da bomo morali povečati izdatke za oboroževanje in seveda ključno vprašanje, kje vzeti. Res je. V zelo kratkem časovnem intervalu smo kot Evropejci doživeli 2 šoka. Prvi je pravzaprav bil govor ameriškega podpredsednika v Münchnu, Vansa, ki je na nek način Evropi povedal, da je čisto v redu, ampak da mora spoštovati vrednote, na katerih je nastala. S tem osebno mislim, ni nič narobe. Mi smo majčkeno pozabili, kaj so bile tiste ključne vrednote, na katerih so očetje Evrope gradili Evropsko zvezo. In na drugi strani, točka 2, pa zdaj seveda ta pogovor v ovalni pisarni. Zdaj Evropa se je definitivno zbudila. Vidimo sestanek v Londonu, nekaterih povabljenih. Vidi se tukaj, mimogrede povem, da je specifična teža zunanje politike Republike Slovenije, ali pa če hočeš države Slovenije, zelo nizka. Specifična teža v zunanji politiki naša je izjemno nizka. Vsak vidi, da Golob ni bil povabljen na ta sestanek, pa še nekakšnega tudi ne. V Pariz recimo. In res je, tudi Slovenija že dolgo leta samo obljublja, dela načrte, kako bi povečali izdatke za našo varnost. Ne za vojno, ne za orožje. Moramo govoriti o tem, da varnost stane. In res je, v lanskem letu je Slovenija za varnost, ali pa da sem le bolj konkreten, čist knjigovodsko, če gledamo, ali pa proračunsko, obrambnih izdatkov je v lanskem letu bilo dobrih 900 milijonov evrov. Če na drugi strani pogledamo, da smo lansko leto ustvarili rekorden BDP, približno 67 milijard, in to postavimo v razmerje, dobimo rezultat, da je Slovenija v lanskem letu za varnost namenila zgolj 1,35% BDP-ja. Že davno je načrt znotraj NATO 2%. Ampak danes, prav zdaj v teh zadnjih dneh, vsi skupaj ugotavljamo, da je to premalo. Če želimo zagotoviti mir, če želimo zagotoviti mir, se to je že staro reklo, se moramo pripravljati na vojno. Žal tako pač je in tukaj ne smemo preveč poslušati skrajne levice, ki pravi, da ti obrambni izdatki gredo zgolj za NATO,
za kako že neke oborožitvene komplekse in tako naprej, kar pravi skrajna levica. To je napačno razmišljanje in mi se bomo morali tukaj zelo hitro strezniti. In zdaj, če postavim v razmerje in začnemo govoriti o številkah, ne, ta BDP, ki smo ga ustvarjali lansko leto, če zagremo na 2%, smo mi hitro na 1 milijardi 350 milijonov na letni ravni, se pravi na mesto 900 milijonov, skoraj milijarda 400, če pa gremo na 3% BDP-ja tega, ki smo ga ustvarjali v lanskem letu, pa smo hitro na 2 milijardah. In tukaj, če se bo Evropa kot, mislim zdaj samo EU, tukaj vedno računam zraven tudi Združeno kraljestvo, če se bomo tukaj znali dobro pogovoriti, gledajte, mi smo 500 milijonska skupnost, ne, ki ima nekaj znanja, ima neko gospodarsko prosperiteto in edino neka skupna obramba bi lahko parirala močnim velesilam, ki očitno, vse če misliva na Putina, imajo neke okupatorske ambicije še vedno in teh se ne bomo mogli znebiti. Kje vzeti? Govoriva torej o neki milijardi razlike, če govorimo recimo o 3%. Ja, drži. To je ključno vprašanje, ne. Državni proračun mora biti nekako uravnotežen. Evropa bo, to kar zdaj poslušamo v zadnjih dneh predsednice Evropske komisije, bo zagotovila 150 milijard evrov, v daljšem obdobju 800 milijard, seveda v končni fazi to morajo zagotoviti države članice. Ne moramo denarja kar natiskati, ampak pri optimizaciji proračuna sem prepričan, da se bodo ta sredstva lahko našla. Morda bo zdaj kdo slabe volje, če bom povedal, da je potrebno narediti neko analizo, neko revizijo izdatkov, ki jih država iz proračuna daje za razne nevladne organizacije, za razne projekte, od katerih ljudje nimajo nič, ki za dvig našega standarda ne pomenijo popolnoma nič. Marsikdo bo zdaj rekel, ja seveda se pa tudi gasilci so človekoljubne organizacije, ampak tukaj ne govoriva o tem. So tudi nevladne, ampak ne govorimo o teh. Od gasilcev, od civilne zaščite, od Karitasa in Rdečega križa in tako naprej imamo veliko koristi. In tam bomo tudi morali še intenzivirati finančno podporo. Spravi tudi nekako ovrednotiti nek družbeni pomen posamezne organizacije, če tako rečemo. Absolutno. Mi smo že za časa pokojnega dr. Andreja Bajuka, ko je bil minister za finance, imeli na mizi rešitev in jo delno tudi realizirali in velja še danes, da se vsak sam dohodninski zavezanec naj sam odloči, kakšen delež dohodnine bo dal določeni nevladni organizaciji. Vesel sem, če pogledava nazaj analizo, da je tu pravzaprav Karitas tisti, ki je nekako vedno bil na vrhu, oziroma z drugimi besedami od davkoplačevalcev dobil največ denarja. Tako da sem vesel, da smo Slovenci kar nekako solidarni, sočutni do drugih, ki so v stiskah. Tu treba je tudi povedati, da Nova Slovenija tudi ne bo pristala, da bi se rezalo pri najranljivejših, tako in drugače, socialno in podobno, tudi pri pokojninah, ne. In zdaj bi rada, da pojasniva še ta famozni spor okrog tega, kdo prav govori oziroma pravilno interpretira dogajanje leta 2012, ko si bil mimogrede tudi ti v parlamentu. In mislim, da si rekel, da takrat se je te spremembe, da takrat je spremembe potrdila parlamentarna večina, oziroma soglasno so bile celo potrjene. In kaj se je pravzaprav zgodilo, ne? Odmerni odstotek se je res znižal, ne pa tudi pokojnine. V resnici je ta zakon preprečil nižanje pokojnin. Sem prav hvaležen za to vprašanje. Res je, bil sem zraven in bili smo v koaliciji, smo se koalicijsko usklajevali. Do takrat, se pravi do vključno leta 2012, je bila ideja, da država skrbi za pokojninsko blagajno, ali bolj točno, da skrbi za vzdržnost pokojninske blagajne.
Mi smo rekli, to ni dovolj, moramo skrbeti za vzdržnost pokojninske blagajne, pod A in pod B, ali pa še prej, moramo pa tudi poskrbeti za dostojne pokojnine. Da tisti, ki je 40 let delal, plačeval prispevke v pokojninsko blagajno, mora dobiti penzijo, ki mu bo omogočila človeka vredno življenje. Takrat so bile, sploh pa še v času Pahorjeve vlade, se spomniš, so bile velike debate glede pokojninske reforme, ki je celo na referendumu padla. Ne? In zaradi tega je med drugim odstopila tudi Pahorjeva vlada. Kako se je izračunavala pokojnina do vključno leta 2012? Tako da se je pokojninska osnova zreducirala s faktorjem, ki je bil manjši od 1. 0,73. Ne? Se pravi, približno govorim. Ampak ta valorizacijski faktor je potem z leti padal, kar pomeni, da so pokojnine z leti padale. Ob konstantnem odmernem količniku je valorizacijski faktor padal. In res, mi smo z tem zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju številka 2 ali SPIZ-2, smo mi ustavili padanje pokojnin, kljub temu, da je pa res bil odmerni odstotek nižji. Ampak smo valorizacijski faktor za pokojninsko osnovo postavili na 1. Se pravi, ga nismo več reducirali, ga nismo več zmanjševali. Mi smo s tem štartali in od takrat naprej so se pokojnine dvigovale. Se pravi, smo dosegali vse približno ta cilj zagotoviti dostojno penzijo, ki bo zagotovila človeka vredno življenje. Na drugi strani, ker pač imamo takšen sistem, mi imamo pretočni sistem, nimamo nekih pokojninskih skladov. Takrat je bila politika enotna, glasovalo nas je 76 in ni bilo glasu proti. Kar je pa za nas, za Novo Slovenijo, bilo takrat tudi pomembno, smo bili izjemno zadovoljni, da so se socialni partnerji pogodili in so dejansko podpisali to rešitev, ki je še zadnji dan, pravzaprav so trajala pogajanja, ko je zakon prišel v državni zbor. In sem bil prav vesel, da je takrat pristojni minister obelodanil, da so socialni partnerji tukaj soglasni. In pameten politik potem ne bo glasoval proti, to podpreš. Ne? In dobro je, da smo to naredili. Zdaj, od tistega časa naprej smo seveda naredili veliko izboljšav. Ena takšnih je tudi, bo kmalu romala parlamentarne klopi. Tudi to je bilo moje vprašanje. Podpisniki bomo pa poslanci Nove Slovenije. Se pravi, čeprav razumem, je rešitev ta, da bi upokojenec, ki dela, poleg plače prejemal polno pokojnino, ne pa samo deleža, kot velja do zdaj. Drži, to smo že nekajkrat poskušali, vendar je predvsem na levem političnem polu bilo hudo nasprotovanje. Zanimivo, ko je bil Desus v koaliciji, ni podpiral tega tako imenovanega dvojnega statusa upokojenca. Kaj pomeni dvojni status? Pomeni, da uživaš pravico, ker pokojnina je pravica. Ko ti 40 let delaš, imaš 40 let pokojninske dobe in si dopolnil zahtevano starost, recimo 60 let, potem se ti prižge zelena luč, prižge se ti ta pravica, lahko dobivaš vsak mesec pokojnino. Če pa ti zdaj, hvala Bogu, če so ljudje še vitalni, veliko jih je po 60 letu vitalnih in življenjska doba se, hvala Bogu, podaljšuje, zakaj ti ljudje ne bi bili aktivni? Poudarim, psihofizično aktivni. Zato je zdravje. Sploh, če imamo tudi v mislih, da na trgu primanjkuje delovne sile. To in da smo v Evropi mi tista nacija, ki pravzaprav najkasneje, to se pravi po letih starosti, najkasneje vstopa na trg dela in se iz trga dela najhitreje umika. Zakaj ljudje ne bi delali? In takšnih je dobrih 20 000 ljudi, ki imajo pravico do pokojnine in da še delajo, so v nekem delovnem razmerju in seveda plačujejo dohodnino, prispevke in tako naprej. Ampak zakon je takšen, da ti dobiš samo 40% pokojnine oziroma po 3 letih pa samo še 20%. Kdo zdaj ima pravico, da ti to pokojnino enostavno zreducira oziroma ti kar briše? Na drugi strani pa prav ta SPIZ-2 zakon preprečuje,
da če imaš kakšne davčne obveznosti, ti pride rubež, ne? Ampak rubež tebi pokojnine ne zarubi. Ne, tukaj na drugi strani pa zdaj država, politični sistem ti na nek način pokojnino zarubi, ti ne izplača, to je pravice v celoti. In to prinaša zdaj ponovno naša novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Poleg tega pa sledimo tudi draginji. Avtor te draginje je Golobova vlada. Poglejmo elektriko, poglejmo omrežnino, poglejmo življenjske stroške in tako naprej, da ne naštevam. Ne nazadnje, poglejmo uradne podatke SURS-a. Prag tveganja revščine Se dviguje. je zdaj nekje že blizu 12 tisoč evrov na letni ravni, kar pomeni preprosti izračun približno 1000 evrov na dan. Pardon, na mesec. Kar pomeni, da če hočeš normalno preživeti mesec, potrebuješ 1000 evrov. In temu bi morale slediti tudi pokojnine, ne. To je sicer želja, ideal, najbrž tega nikoli ne bomo dosegli, ampak zanimivo, prav zdaj v času leve vlade se prag tveganja revščine drastično dviguje in pod pragom tveganja revščine živi že čez 230 tisoč ljudi. Pa sta v koaliciji dve stranki s socialnim. Točno. In Levica in Socialni demokrati. In nič se ne zgodi. Ne, nič se ne zgodi. Zadeve se poslabšujejo. In to ljudje čutijo. In vedno več bo tega izražanja slabe volje. To pa je naloga, ko pridemo ponovno na oblast, da te zadeve vzamemo v roke in jih v okviru možnosti tudi rešimo. No, še veliko bi lahko razpravljala, pa bova tukaj končala. Lepo se ti zahvaljujem za obisk in pogovor. Najlepša hvala za povabilo. Bilo je prijetno se pogovarjati o temah, ki so aktualne. Jutri bodo pa aktualne še kakšne druge. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali. Se vidimo kmalu.